Zdrav, banda, to je kratek štoparski vodnik po zemlji z Dejanom. Dejan, kje so dobra štoparska mesta oziroma kje je dobro štopati, kje pa raje ne? Potrebno je porabiti trezno glavo, bi rekel pri temu. Fino se je postaviti nekam, kjer te ljudje že nadaleč opazijo, kar pomeni na avtocesti, recimo, ko se peljejo 130 km na uro, te ne bo noben ustavil, ker te prepozno vidijo, poleg tega je prepovedano. Torej, pazimo na znake, ki nam pravijo stop, ne iti naprej, pač zeleni znak, avtocesta, ne iti naprej, ker vas bojo ustavili in pokupili policaj, pa se boste pa mogli sami znajti. Najboljša mesta so uvozi na avtocesto, kjer je hitrost majhna in kjer te seveda vidijo in kjer imajo dosti prostora za ustaviti. Avtobusno postajališče, tudi ponavadi manjša hitrost. Takoj za križiščem, rdeča luč, ljudje upočasnijo, načeloma se vozijo počasi in ponavadi je kakšen kotiček, kamor se lahko ustavijo. Štopanje ni dovoljeno v vseh državah, je pa v večini. Kje ti preverjaš, kje lahko štopaš, kje pa ne? Obstaja spletna stran, ki se ji reče Hitchipedia, torej hitchhiking plus Wikipedia, Hitchipedia. Si jo lahko zapomnimo, tam lahko preverimo, kje se da štopati, kje je dovoljeno štopati, kje se da hitro dobiti štop in podobne zadeve, pa razni manjši nasveti. Kdaj se odločiš za štopanje samospalcem, kdaj pa napišeš svojo končno destinacijo? Ali pa smer? Tako, odvisno je predvsem od tega, kako dolga je razdalja. Zdaj, če grem štopati, ne vem, 10 kilometrov, ne bom napisal table sosednjega mesta, če predvidevam, da vsi avti tam, kjer stojim, gredo v mojo smer. Če pa štopam recimo na avtocesto, kjer me mora nekdo pobrati, preden se vključi na avtocesto in ima dve opcije, potem seveda napišem, ker načeloma ljudje se ne bodo ustavljali in vprašali, a greš v mojo smer, ali greš v kontrasmer. A je tudi kaj povezano z razdaljo, kamor želiš priti? Tudi to, recimo, ko sem štopal proti Barceloni iz Slovenije, nisem imel napisa Barcelona, ker zopet v Ljubljani ne bi noben ustavil proti Barceloni, ker ljudje vidijo, aha, ok, sej ne grem glih tja. Fino je pogledati, če imamo kakšen zemljevid, zdaj so moderni časi, imamo pametne telefone, si lahko zastonj downloadamo aplikacijo, ki nam pove, kje smo, katero je naslednje mesto in potem lahko korake sestavljamo. Seveda pa ponavadi, če ustavi kakšen kamionar, ko vidi, da greš v njegovi smeri, lahko potem seveda podaljšaš z njim, če si prijazen do njega. A raje štopaš sam, a raje skupino oziroma v paru? Jaz najraje štopam sam, ker nimam točno določenega mesta, do kje želim priti. Imam okviren plan, ampak načeloma pa mi odgovarja tudi spati od zunaj, ne pa vsem, ki bi želeli morda potovati z mano. Zato imaš tudi vedno s sabo ne spalne vreče, ampak visečo mrežo. Visečo mrežo, ja. Dan se da dobiti. Če imam eno tako malo vrečko, kjer je viseča mreža, tehta, ne vem, če 200 gramov, potem pa potrebuješ samo še 2 drevesa, primerne razdalje in to je to. Zbudiš se ob sončnem vzhodu, čudovit pogled, lahko se raztegneš, pomalicaš, noben te ne preganja. Načeloma v Evropi je zelo enostavno, ker po večini nimamo nekih nevarnih živali, ki bi se nam približali in hotele kaj od nas. A se ti je kdaj zgodila kakšna neugodnost na poti? Bile so situacije, ki bi morda bile neprijetne marsikomu. Jaz načeloma jemljem življenje kot neko dogodivščino in vse stvari, ki se me zgodijo, tudi če me v določenem momentu, recimo, da me nekdo odstavi nekje, kjer je katastrofa. Če želiš, ti povem primer. Daj. Ko me je v Nemčiji pustil en gospod, ki me je pobral sredi avtoceste in mu nisem mogel dopovedati, da bi jaz želel, da me on odloži nekam, kjer bom lahko štopal. In on rekel, ne, tukaj lahko štopaš, ni problema. In potem sem šel ven, so me pobrali policaji in na srečo je moj jezik pripomogel k temu, da so me brez kakršnekoli kazni peljali do naslednjega mesta. A kaj to pomeni, da ker tako tekoče govoriš nemško, zaradi tega, ker si tako zvit pri prepričevanju? No, pač mlada gospa, ki je bila policistka v tem primeru, je bila zelo slabe volje.
Potem pa nisem uporabil svoje nemščine, ker sem jim mogel dopovedati, da nisem tam in potem sem se jim malo zasmilo. Včasih moramo igrati tudi na to neko nedolžno oziroma strahotno karto, kako smo ubogi na poti. In lažje preživimo. Tako. A je še kakšen nasvet, ki bi ga lahko dal mladim, ki so se odločili, da gre zdaj prvič na štop nekam? Predvsem se pozanimajte, kje boste začeli, ker to je najbolj pomembno, pač ta začetek, da ti dejansko prideš na pot, ker če si bomo izbrali napačno mesto že na začetku in stali tam 4 ure in obupavali, potem se ne bo nadaljevalo najlepše. Če pa se postavimo nekam, kjer nas bo sonček obdajal oziroma kjer bo senca, če res pripeka, potem bo pa šlo lažje, pa seveda pozitivne misli imeti v glavi, ne razmišljati, kdaj želim nekam, ker ne gremo na štop, zato da pridemo nekam, važna je pot. Kako si pa ti pol najdlje štopal, ko si imel to v glavi, da je važna pot? Najdlje, koliko sem čakal na enem mestu, 4 ure in pol. A si štopal zraven? Tako, štopal sem zraven, ugotovil sem v bistvu že po pol ure ali pa 1 uri sem ugotovil, da sem čisto na napačnem koncu, to je bilo v Bernu v Švici in vsi, ki so od tega mesta, kjer sem bil jaz, ki so hodili na avtocesto, peljali se na avtocesto, so šli v drugo smer, pol sem po 4 urah obupal in sem pospravil svoj napis in sprožil prst in potem sem kar kmalu dobil štop, ki me sicer ni peljal v pravo smer, ampak včasih je bolje stopiti korak nazaj, da lahko stopiš 2 koraka naprej. Ok, zdaj pa naprej do novih potovanj. Ja, že kmalu. Uživaj, hvala. Hvala, enako.